Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav z nove oddaje Župan za vas. V goste smo prišli v občino Dobrovnik, dvojezično, ena z velikim napredkom v zadnjih letih in povabil nas je župan Marjan Kardinar. Marjan, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, dobrodošli spoštovane gledalke in gledalci, predvsem pa seveda v tem trenutku tisti, ki nas gledate, torej občanke in občani občine Dobrovnik, vsi partnerji, vsi tisti, ki resnično spodbujate, ste simpatizeri naše dvojezične občine, ki skupaj živimo, Madžari, Slovenci, Romi, pa še kdo, prijazen pozdrav in seveda veselje mi je, da bomo danes lahko na nek način predstavila v kratkem obrisu, kaj pomeni COVID 2021. Ja. Leta 2021 se izteka, ob koncu leta seveda se oziramo nazaj, delamo razne inventure, bilance. Kakšno je bilo pravzaprav leto 2021 za občino Dobrovnik, kar se tiče razvoja, vlaganja v infrastrukturo, uresničitve tistih programov, načrtov, ki ste se jih zadali že poprej? V tem trenutku ob koncu leta bi rekel, da smo lahko srečni. Prvič, da še živimo, torej to je pomembno. Danes lahko govoriva tudi o kilometrih novih cest, pa še o vseh drugih uspehih, investicij, ampak kaj nam vse skupaj to pomaga, če seveda, kar se tiče zdravja, je pa malo drugače. To pa pomeni, da je zdravje največje bogatstvo in toga v tem letu sigurno smo vsi začutili in se tudi verjetno danes vsi skupaj dobro zavedamo. Torej, če ti sam ne poskrbiš za svoje zdravje, potem tudi nisi sposoben sebi pomagati, drugim, najbližjim, pa tudi širši okolici. Se pravi, to sta dve neki poanti, kateri sta zaznamovali tako moje osebno življenje, kot seveda tudi našo občino. Kljub temu pa smo seveda kar veliko naredili, kljub tem vsem težavam. Jaz moram povedati, da sem zadovoljen in srečen in ponosen, pa tudi hvaležen našim občankam in občanom, da so bili strpni, da so bili potrpežljivi, razumevajoči, hkrati tudi odgovorni. Seveda, tu in tam je tudi kar prišlo, kar takega, kakšni pomisleki, tudi drugačne pripombe, ali na delo, ali na situacijo, ki je tudi v državi. Vendar najbolj pomembno je, kot so na začetku ugotovila, zdravje, zdravje in še enkrat zdravje, pa če vam malo se pohecala, zdrava kmečka pamet. Marjan, takole, ko že govorimo o tem, dobro, da ste v to smer zapeljali tale pogovor, najbolj seveda je trpelo družabno, društveno življenje, praktično tudi pri vas. Znani ste kot občina s številnimi prireditvami, združujete občanke, občane, imate biser turizma, Bukovniško jezero, tam se tudi vse več drugega sveta iz Slovenije obrača in vidi, kako lepa je vaša občina, kakšne so naravne danosti in verjetno je to bilo najbolj moreče in boleče, da praktično ljudje niso mogli na določene prireditve, ki jih tradicionalno pripravljate v občini, pa s upanjem, da bo prihodnje leto vse zopet po starem. Strategija dolgoročna ali pa kratkoročna občine Dobrovnik je bila pravilna. In tukaj so vsi člani občinskega sveta, tudi vsi ostali, Zavod za turizem, vsi akterji društva, ki šola, Madžarska narodna skupnost, tudi podjetja nekako stremela k temu, da razvijamo in da gremo po poti razvoja turizma, torej po poti majhne občine, ampak polne energije. Ja, saj imamo pozitivne energije, da malo za šalo, malo za res, mogoče črpamo to energijo in moč iz, bom rekel, vidovega izvira. Tudi s tem nekako smo se poistovetili, predvsem zaradi tega, kot rečeno, smo majhna občina, 1350 prebivalcev nas je, 31 kilometrih kvadratnih, torej to je res ena od majhnih občin in ko smo nekako trasirali pot razvoja, smo šli v treh smereh kvalitete življenja in ena od teh je razvoj gospodarstva v smeri turizma, kmetijstva. Tukaj lahko rečemo, da smo na pravi poti, nismo še prišli tja, kjer bi si želeli, vendar so nam pa torej obiskovalci, torej turisti, dali nekako za razmislek, da še hitreje razvijamo naše programe. Konec koncev lahko rečemo tudi letos se lahko približujemo številki 100 000 obiska, kar je zelo pomembno poudariti
in z temi turisti se je treba ukvarjati. To je zdaj tisto, kar seveda pomeni, da damo turistično ponudbo na taki način, da bodo ne samo ljudje ostali en dan, ampak da bodo ostali tudi več. Kaj pa to pomeni? Da poleg vsega, kar imamo, torej, kar se tiče okolice Bukovniškega jezera, z vso ponudbo, ki je tam, imamo potem tropski vrt, potem imamo park prijateljstva, odpiramo tudi druge zgodbe, ki so zelo pomembne, ali samo za turizem, ali pa samo tudi za izobraževanje, Planet Sonce, torej kar nekaj takšnih istočnic, da seveda imamo potem možnost, da povabimo ne samo turiste, ampak tudi tiste, ki se želijo izobraževati. Torej v samem centru Dubrovnika imamo Đuršas, Mađarske narodnostne skupnosti, majhni dve razstavi v Žitkovci Vaškem domu in v Strehovci in seveda počasi nastaja obnovljeni kulturni dom, ki je bil pred 50 leti namenjen za območje narodnostnih manjšin od Hodoša do Boneke Pinc. Sedaj ga še nekako dograjujemo, obnavljamo in upam, da bo v naslednjih letih res nastalo to središče nekako kot kulture, konferenc, majhnih kongresov. Torej tudi na tem področju se želimo preizkusiti. Saj imamo možnosti in kot sva rekla, da želimo, da ostanejo turisti vsaj 2 dni, 3 dni, to pa pomeni nekaj več prenočitev, kot jih imamo v tem trenutku. Mislim, da imamo v tem trenutku registriranih 50 postelj in poleg seveda tudi postališča za avtodome. Želja pa nam je, da bi se imeli vsaj 100 postelj v celotni občini, mogoče pa tudi v nekem strnjenem naselju, kar bi verjetno bilo najboljše nekje v bližini okolice Bukovniškega jezera. Na to nekako tudi usmerja evropska politika, nova finančna perspektiva zagovarja zraven digitalizacije, seveda zeleni turizem. Tu verjetno vidite možnosti za prihodnje, tudi kakšna sredstva, morda z dobro ekipo, z dobrim programom, z dobrim načrtovanjem, dobiti tudi iz kohezijskega sklada Evropske unije. Jaz bi želel, da bi teh 50 dodatnih ležišč kar morda se dalo dobiti iz te fundacije. Če sva prej rekla, ta nesrečni COVID, nas je pa ta COVID delno tudi streznil. Se pravi, postavil nas je na realna tla, delno tudi, da ne sanjamo, to, kar včasih se dogaja pri nas, da smo nekako podvrženi in smo res na trdih tleh. V tem trenutku zaključujemo postopke prostorskih planov, torej občinski prostorski plan, tako, usklajujemo, kjer seveda ravno začrtujemo, kje bodo lokacije za prenočišča, kje bodo nova stanovanjska soseska, torej mi gradimo na 2, bom rekel, smereh stanovanjske politike. Ena je turistična, ena je in socialno varstvo, torej za starejše, seveda pa bomo v naslednjem letu že maksimalno začeli tudi z stanovanji za mlade družine, torej da bi nekako ne, da imamo spalno občino, ampak je to zelo pomemben beseda. Konec koncev smo poleg avtoceste, tako da eno je dostopnost za turiste, drugi za starejše in pa tudi za mlade. Ne samo, da bi mladi tukaj živeli, ampak tudi, da bi ustvarjali kakšno novo delovno mesto sami, če pa že ne, potem pa je bližina avtoceste in si hitro do nekih večjih mest, kjer imaš službo. Torej, to je naša strategija v prihodnosti. Ja, še nekaj bi bilo potrebno tukaj povedati, da smo občina, ki ima poleg celotne komunalne infrastrukture tudi digitalnost, ste omenili, dostopnost do celega sveta, če lahko tako rečemo. Mi imamo v tem trenutku v občini na osnovi prvega projekta EVAS, ki smo ga imeli pred 15 oziroma 18 leti. Danes lahko rečemo in se pohvalimo, včasih se je treba malo pohvaliti, biti ponosen na to, kar seveda smo dosegli, no in to je, da imamo do vsakega objekta v naši občini speljano optiko 100 mega. To je nekaj, kar pravzaprav daje tudi tistim, ki delajo od doma in veliko je zdaj že takih, kar je dobro ali pa ne, da seveda so zainteresirani v naši občini ne samo živeti, ampak tudi občasno živeti, kupujejo se objekti,
Zdaj, s tem se nam pozitivno seveda dviguje tudi vrednost nepremičnin, kar je dobro ali pa ne. Se pravi, v vsakšnem primeru moraš gledati v dobri smeri. Torej, ja, če gledava v celotnem pogledu, je to dobro. Torej, dobro je, da se tako izpostavljamo. Prej na začetku je bilo lepo povedano, hvala lepa, za to, da smo res prodorni pri prireditvah. To je pa ena od strategij, ki smo seveda ugotovili, da smo premajhni, da bi mi za neko našo zgodbo razvoja gospodarstva bili zanimivi za širši svet. Zato smo seveda z prireditvami, ki so postale tradicionalne, od prireditev doma, torej od teh razstave Pirhov, ki je mednarodno zelo pomembna in je tradicionalna, potem dnevih turizma, potem martinovanju, katera seveda je res zanimiva in ohranjene neke tradicije, potem so športne prireditve, torej vsem tem smo nekako se odprli v svet in seveda tudi obiskali smo veliko drugih lokacij, prireditev, sejmov, zato smo tudi ustanovili Zavod za turizem pred leti in to se nam je sedaj obrestovalo in na tak način seveda je razlog, da nas veliko ljudi obišče, mi pa želimo še naprej, torej, da ne bi razvijali samo klasičnega turizma, izletniškega, ampak se bomo tudi verjetno začeli spogledovati z razvojnim, izobraževalnim, pa tudi poslovnim turizmom. Da ne bova izpustila, vaša občina je praktično s kolesarskimi potmi povezana. Skoraj da še malo bo sedaj na drugem koncu dela, na zahodnem delu Prekmurja, kmalu bo povezano praktično Murska Sobota, Lendava, Dobrovnik, tudi Goričko s kolesarskimi potmi. Tudi to je eden od zagotovo vabljivih momentov, kajti vse več ljudi išče ravno to. Sožitje, dopust sožitju z naravo, na kolesih, v neokrnjeni naravi. Tako je, ker imamo te možnosti, zato tudi določene lokacije ne želimo poseliti, pozidati, da bodo seveda namenjeni vsem obiskovalcem, ampak ne samo obiskovalcem, tudi nam. Tudi mi, recimo, verjetno si zaželimo neki miren kraj, da greš na sprehod ali pa s kolesom ali pa kakorkoli drugače, torej da se vsaj malo umakneš v neko okolje, ki je prijetno, ki ti daje neke nove energije, tako je. Kar se tiče športa, rekreacije oziroma zdravega načina življenja, bova rekla, to je nam izhodišče, torej zdrav način življenja in ta miselni preskok, da tudi če delaš na njivi, če si kmet, pa je včasih dobro, če greš pač malo se tudi z športom ukvarjati. Sam osebno vem nekoč, ko sem še bil doma, nedeljo popoldne, to želim povedati, zdaj, ko bodo razumeli, ko je pač počitek bil na kmetiji, pa bi rad igral nogomet, sem igral in seveda sem na kmetiji je bila škeden in oslica, tam sem imel skrite kopačke in se potem, ko je oče počival, vsi so počivali, jaz sem hitro bežal na igrišče, odigral, potem pa spet domov delati. Torej, hočem povedati, da je to tudi, če si karkoli si, če imaš ta čut do zdravega načina življenja, tudi z rekreacijo, pa še kaj, zato mi tudi daje pač to možnost, pa priložnost, sem razumel vse, ki so seveda tukaj živeli za turizem, oziroma za športni turizem, to hočem povedati. No, seveda, normalno, nogomet je naša zgodba v Dobrovniku, ne smemo pozabiti seveda potem naše strelce, seveda tudi normalno imamo svetovno prvakinjo, torej v kegljanju, ampak torej kot šport. Ampak kar se pa tiče seveda drugega dela, torej v naravi, je pa res kolesarjenje tisto, kar je pomembno za našo občino, za naš turizem. Vedno več prihaja kolesarskega turizma tudi v naše okolje, zato seveda infrastrukturo maksimalno urejamo. Jaz mislim, da bomo torej še naslednjih 5 let, to še toliko še rabimo, da bo resnično cela občina nekako razporejena z kolesarskimi stezami, potmi, torej ne samo ob cesti, ampak tudi v naravi, tam, kjer je to primerno, pa tudi s prehajalnimi potmi. In poleg tega, seveda ne samo, da imamo infrastrukturo urejena, tudi maratone, srečanja, kolesarjenje, ne nazadnje, lahko rečemo, da smo imeli letos prvič
prvi slovenski kolesarski kongres, ki bi rekel, da smo si ga nekako zaslužili, kljub temu, da je pa treba povedati, da pa je prej, torej 30 ali pa še nekaj let nazaj, tudi Pomurje bilo zelo, zelo kolesarsko napredno, torej drugi kraji, in meni je želja, da bi vsi skupaj bili povezani in da bi naredili neko pomursko kolesarsko zgodbo ali Pomurje kolesarje, torej kakorkoli, v glavnem, da se vključimo v to zgodbo Slovenija kolesare, pa tudi dirko po Sloveniji, ne nazadnje, ne, mi vedno ponavljamo, Roglič je štartal v svet iz Dubrovnika z prvo etapo Slovenija kolesare, to je takrat je bila kraljevska etapa, takrat je tudi zmagal, opozoril na sebe celi svet in seveda od kolesarjev potem, kako bo rekli, tam, kjer danes zmaguje. Če zaključimo z te infrastrukturo, želimo poleg kolesarskih stez seveda imeti tudi varne poti, koliko bo le možno. Jaz upam, da bomo torej v teh letih res naredili to, da bo prometna varnost, to je predvsem naš cilj. In zanimivo je, ne, pred 20 leti smo eno cesto že asfaltirali, ja, čez nekaj časa bo jo treba počasi renovirati. Torej se spet ta krog, začarani krog vrne nazaj na izhodišče in potem spet obnavljaš, pa ne bo. Prometna varnost je na prvem mestu. Morda čisto na kratko še ob tem prijetnem kramljanju. Marjan Kardenar, župan občine Dobrovnik, najmlajši, varstvo, vrtci, šola, to, kar sodi pod domeno vsake občine, to ste dolžni, ne? Tudi nenazadnje zdravstvena oskrba, tudi za starejše, morda na kratko, kako je s tem pri vas v vaši občini? Jaz sem zadovoljen, pa včeraj smo imeli sejo občinskega sveta, kjer smo potrjevali dvoletni proračun, ne, torej in takrat, ko smo ugotavljali pravzaprav, kaj se nam dogaja na tej demografiji, če lahko tako rečem, ja, bomo verjetno razmišljati morali o še novem oddelku vrtca, to pomeni, da imamo rojstev več, oziroma da se nam priseljujejo mlade družine, tudi to je dober pokazatelj. Na drugi strani seveda tudi v šoli dve učilnice, da bomo rabili, torej če govorim seveda o tem delu, pozitivno, super. Se pravi, da razmišljamo v tej smeri. Drugo, kar je pomembno, že smo nekaj besed rekla, torej o starejših, želja nam je, da dobimo koncesijo, to pa pomeni, se pravi, da bomo vsaj za 60 postelj imeli dom starejših, ampak kombinirano ponudbo, del bo klasičnega dom starejših, del pa gospodinjske enote, ker smo le nekako med Lendavo in Mursko Soboto in tukaj seveda je bolj podeželsko treba razmišljati in dati ljudem, ki tukaj v okolici živijo, da so res potem, kljub temu, da so v domu starejši, da se počutijo doma. To je naš cilj in upam, da nam bo uspelo in zaradi tega seveda potem to je ta del. Vmes, ne, pa smo prej rekla, da pa razmišljamo o mladih družinah, ki bi jim želeli potem omogočiti stanovanja, v katere bi lahko se vselili, ker težko je pri mladih družinah, nekateri nimajo možnosti, da bi se lahko zgradili svoje lastne hiše. No, tudi tukaj smo razmišljali, da bi imeli nekaj objektov, ki bi jim potem ponujali, torej kot majhne stanovanjska naselja. Ampak to seveda v nadaljevanju. V tem trenutku seveda moramo urediti še obstoječe bloke, ne, tiste klasične izpred 40-50 let, tako da bi res radi naredili to skrb, odgovornost za vso generacijo, torej za vso populacijo različno in da se ljudje predvsem dobro počutijo. Marjan Kardenar, rekli ste in vem, da sprejemate dvoletni proračun za leto 2022-2023, zdaj kako daleč je, ne vem, boste že nam zaupali, ampak morda čisto na kratko, bržkone tudi vse, kar ste omenili, navezujoč se na to investicijsko usmerjena oba proračuna, zdi pa se mi, da v teh malih občinah dvoletno sprejemajo proračuna najboljša rešitev. Res je, če bom rekel, v preteklosti je bilo to, da ne bo narobe razumljeno, nemogoče. Ne? Tudi nekateri tega niso razumeli, kot da pač si občina dela pač neko samovoljo, ne? Neodvisnost, kar ni res. S tem, ko sprejemaš dvoletni proračun, pravzaprav se že ne samo za eno leto, za 2 leta zavežeš
kaj boš delal. In to je tisto, da moraš gledati več let naprej, razvojno, ne pa samo za eno obdobje in takrat tudi lažje planiraš, lažje izvajaš projekte, na drugi strani pa seveda lažje pridobivaš sredstva. Pa tudi jaz bi rekel, da te javnost začne resno jemati. Se pravi, da je občina kljub temu, da smo majhna, da vemo, kaj želimo delati in da tudi vemo, kaj naprej želimo delati. Zato seveda je dvoletni proračun. Tako, če bi lahko se malo pošalil, smo ta generacija oziroma to mandatno obdobje samo dvakrat sprejemali proračun. Ker tudi kot na začetku smo sprejeli dvoletni proračun, zdaj smo sprejeli dvoletni proračun, torej že za leto 2023, ne samo za 2022, to nam pa res omogoča, da se tudi sedaj lahko že pripravljamo na obdobje 2023-2027, se pravi, prej smo rekli, ceste, kolesarske poti so že v teku, naslednji korak je seveda, kot smo rekli, objekti, ki jih želimo narediti, da bomo lahko potem tako dom starejših kot stanovanja, kot šolo naredili tudi, kar se tiče telovadnice, razmišljamo, da jo bomo morali obnoviti. No, jasno pa je, da pa je korak še naprej razvoj turizma, to pa pomeni objekti turistični v Bukovniškem jezeru. Ne skrivamo pa če želje po šoli v naravi, torej ugotavljamo, da v Pomurju še vedno nemamo tistega klasičnega za naše otroke, za naše učence. Torej, če bo OPN pravočasno sprejet, potem bi rekli tam nekje 23-24, da bomo lahko že imeli šolo v naravi, torej midva verjetno bomo tam samo opazovalca, sigurno pa bodo tisti, ki prihajajo za nama, lahko tam uživali, torej naši najmlajši. Torej, ta šola v naravi bi pa bila dejansko res šola v naravi ob Bukovniškem jezeru, predvsem za tiste smeri, ki se dotikajo narave in pa prirodoslovnih programov. Bodi tako, pred nami so božično-novoletni prazniki, polni blišča, polni želja, včasih tudi presenečen. Priložnost, Marjan Kardenar, župan občine Dobrovnik, da našim gledalkam in gledalcem, pa predvsem občankam in občanom Dobrovnika, tudi kakšno lepo misel za zaključek tega pogovora povete, voščite in predvsem srečno v naslednjem letu. Najlepša hvala, tudi hvala lepa za ta pogovor. Seveda, preden bova jim to zaželela, je treba poudariti sodelovanje, ki ga imamo na nivoju regije, na nivoju občin, to je zelo pomembno poudariti. Mi smo odprta občina in to želimo, ker smo dvojezična občina, zelo veliko sodelujemo in delamo s sosednjimi kraji na Madžarskem, na Hrvaškem, delamo tudi Interreg projekte. Konec koncev je treba poudariti, da je skoraj 50% turistov sosednje Madžarske, ki so resnično zelo hvaležni turisti, torej poleg domačih, seveda. In želimo si tega sodelovanja naprej, želimo si korak v, bom rekel, tej mirni, svobodni Evropi in tako se naj zgodi. Upam, da bo naša domovina, naša Slovenija seveda to korajžno sprejela, ta izziv prihodnosti, ker tega covida verjetno ne bo več dolgo, ampak kar je pa najbolj pomembno, tako je, spoštovane občanke in občani, spoštovani vsi, ki ste v tem trenutku zbrani pred sprejemniki, pa tudi na internetu. Želim vam, da se spomnite samo lepih stvari v letu 2021 in da s temi lepimi željami in spomini romamo v leto 2022, torej vesel Božič in srečno in še enkrat srečno, predvsem pa po pameti 2022. Srečno Dobrovnik, srečno Prekmurje, Pomurje, srečno Slovenija. S temi lepimi željami in mislimi župana občine Dobrovnik, Marjana Kardenarja, seveda zaključujemo tudi današnjo oddajo Župan za vas, decembrska iz občine Dobrovnik. Spoštovane gledalke, pazite nase, veliko zdravja in srečno do prihodnje oddaje.